Ja, jaz se najlepše zahvaljujem najprej profesorjem, ki sem jim samo eno sporočilo poslal kot vabilo k sodelovanju, so pa zelo samoiniciativno zadevo zagrabili, pa se med seboj organizirali, pa današnji dogodek kar precej v lastni režiji pripravljeno, tako da se jim najlepše zahvaljujem ne samo za pripravljenost, ampak v bistvu za kar veliko dela, ki so ga vložili v pripravo današnjega večera. Se tudi zahvaljujem vsem vam, da ste prišli, da ste se odzvali temu vabilu, ker film, sploh v današnjih časih, ko je televizija, internet tako dostopna zadeva, precej oblikuje mišljenje ljudi o zgodovini, tako da je zelo fino, da se zgodovinarji, ki se zgodovino dejansko ukvarjamo, včasih malo tudi z njenim prikazom v javnosti pa v medijih, pogovarjamo o tem, no in kakšno na to temo rečemo. Ker, kot rečeno, film pa tudi kakšne televizijske serije res precej oblikujejo pogled na preteklost, čeprav sami niso pogosto strokovno naravnani, ampak bolj v smislu zabavanja množice, ampak vseeno ena tema, o kateri se mislim, da lahko marsikaj reče, bi bilo prav, da se tudi strokovnjaki o tem kdaj pogovorijo. Tako da še enkrat hvala, pa vas vabim tudi, če ste imeli kakšno vprašanja glede česarkoli, teoretične narave ali pa kakšne drugačne, da vprašate. Zdaj strokovnjake imamo tukaj spredi ravno zato, da jih kaj vprašamo. Tako, hvala. Ja. Hvala lepa, torej mi smo si tole zamislili tako, jaz bom nekaj povedal na splošno o partizanskih filmih, tako da vam bodo tudi ti plakati nekoliko jasni. To je sicer iz zasebne zbirke Božidarja Flajšmana, najbolj dragocenega ni kupil, to je plakat Picassa za bitko na Neretvi, za katero je bil drago plačan, bom tudi potem povedal, koliko je dobil. Drugi pa v glavnem kar so. Tako da jaz bom postavil to v en širši kontekst, tudi ideološki. Kolega Flajšman bo nekaj povedal o estetskem vidiku teh filmov, ker on je umetnostni zgodovinar in se je ste likovni zgodovinar in se je s tem precej ukvarjal, tudi snema, kot veste. Petra Mikčo smo pa zadolžili, da bo skrbel za Petra, tistega malega Petra, ki je tudi nekako predviden, da o njem kakšno besedo rečemo. Torej, najprej na tem, nekih 10 minut računam, da vam bom vzel, nekaj o tem partizanskem filmu, vsem tem, kar vidite tukaj na plakatih. Torej, druga svetovna vojna, to je najprej treba povedati, je bila v povojni, torej socialistični Jugoslaviji, navzoča v vseh umetniških zvrsteh. Segla je na področje stripa, nekateri stripi so bili tudi potem prevedeni v film. Tak najbolj znan je Mirko in Slavko, mislim, da je to tam zadaj, en tak plakat, se pravi, bil je strip in bil je plakat. Najbolj znan stavek iz tega stripa je, kako Božo, povej? Mirko, pazi metak, pazi krogla i pravi Slavko njemu nazaj, hvala Mirko. Ja, torej vzroka sta dva. Prvi je potrjevanje legitimnosti oblasti, zmagovalne generacije in seveda mitologizacija tega. Nekaj takega, sicer neprimerno manj zasluženo ali v veliki meri celo nezasluženo, lahko spremljate tudi danes pri tej tako imenovani osamosvojiteljski generaciji. Gre za to, da se neke zasluge ali domnevne zasluge prelijejo v politični kapital in dajo legitimnost pravzaprav tudi za sporna ravnanja in zato, da je neka generacija na oblasti ali želi ostati na oblasti, tudi če morda ljudje s tem niso zadovoljni. Pri tej osamosvojiteljski, da ne bom šel predaleč, gre pravzaprav za posnemanje vzorca, ker narodno-osvobodilni boj ni primerljiv, narodno-osvobodilni boj je neprimerno večje, eksistenčno večletno trpljenje in bojevanja in zato seveda tudi mnogo boljša tema za filme. In treba je reči, da iz tega je šla visoka umetnost. Sedaj je bila nedavno razstava socialističnega kiparstva in slikarstva v New Yorku in je doživela veliko odmevnost. Tudi filmi na nekaterih
filmskih festivalih, kot je Dunajski, recimo, čeprav je malo manj znan kot Kanski ali Beneški, ne, so doživeli precejšno odmevnost. Ne. No, res je tudi, da v osamosvojitveni vojni bi težko posneli film, ne, tudi če bi vse skupaj dali, kar se je dogajalo, ne, in tudi junaki so bili bolj v Cankarjevem domu kot kje druge, ne, in bi kakšen Juriš težko posneli. Ne. No, glavno vlogo v poveličevanju narodno-osvobodilnega boja in revolucije sta imela predvsem kiparstvo in slikarstvo, ne, in tega lahko vidite seveda veliko, ker je nastalo na stotine spomenikov, veliko je bilo pa tudi uničenih. Ne, v Sloveniji nekoliko manj, na Hrvaškem jih je bilo tam uničenih 2400, ne, v Srbiji so nekateri zanemarjeni, drugi zamenjani, o tem bomo pripravili tudi počasi nek tematski sklop na našem središču za javno zgodovino. Ne, torej, jugoslovanski partizanski film je bil zelo raznolik, ne, in v njem so združevali moči različni producenti. In torej, če gledamo po obdobjih, so to različna obdobja, od socialističnega realizma do tako imenovanega črnega vala. Črni val so filmi iz 60-ih let, ne, in jugoslovanski umetniki so bili, torej režiserji so bili zelo znani, nekateri tudi prepovedani. Torej ne gre tukaj samo za partizanski film, samo ne moramo zdaj posegati še v druge teme. Ne. Za 70. leta je značilen tako imenovani rdeči val, kot so mu rekli. Ne. To je val, ki ga največ vidite tukaj. Ne. Različnih partizanskih, recimo temu pogojno westernov in tako naprej. Ne. V 80-ih se pa to bolj ali manj konča. Ne. In imate sicer še nekaj partizanskih filmov, vendar to vedno bolj usiha. Ne. Torej, skupna točka je zagotovo partizanski boj, ne, v vseh obdobjih. Ne. Najpomembnejša, najbolj glorificirana umetniška dela so seveda tista, ki so povezana z voditeljem narodno-osvobodilnega gibanja in revolucije, se pravi Josipom Brozom Titom. Ne. In seveda z najbolj znanimi in mitiziranimi bitkami jugoslovanske partizanske vojske. No, to sta dve, ne, v ospredju, nista pa edini, to je bitka na Neretvi. Ne. Tukaj je bila cela vrsta znanih igralcev, Đul Briner, Sergej Bondarčuk, Milena Dravič, Boris Dvornik, Orson Welles, ne, ki ga najbrž poznate in tako naprej. Ne. No, za ta plakat je izdelal, torej za ta film je plakat izdelal Pablo Picasso in kot rečeno je dobil zelo visoko plačilo, 15 steklenic različnih jugoslovanskih vin. Ne vemo pa, ali je vse sam popil. Ne. V bitki na Sutjeski je Tita igral tedaj eden najbolj znanih zahodnih igralcev Richard Barton, ne, ki v tistem trenutku sicer ni pil, ne, kar je Tita zelo razočaral, ne, imel eno tako abstinenčno zdravljenje, ne, tako da nista mogla pravzaprav proslaviti tega, tako kot si je on želel. Ne. Torej, v kontekst teh mitskih dram, ne, na podlagi resničnih dogodkov, ker nekaj teh je potem izmišljenih, bom povedal nekaj primerov, ne, sodijo torej v teh na podlagi resničnih dogodkov, sodijo tudi Kozara, to je jugoslovanski črno-beli film iz leta 62. Vsi ti filmi govorijo o teh znanih 7 partizanskih ofenzivah, ne, iz pač različnih obdobij. Najbolj znani režiser je bil Veljko Bulajić, on je režiral tudi Neretvo, seveda. Potem je bil Desant na Drvar, film iz leta 63, torej to je dogodek, ki ga najbrž tudi še poznate, do njega bomo pri predavanjih prišli. To je zadnji poskus Nemcev, da bi zajeli Tita in vrhovni štab, ne, dobili so pa uniformo. Ne. Konjev skok je bil naslov te operacije. Ne. Potem je Užička republika, ne, seveda iz leta 74, tega je režiral Žika Mitrović. Ne. No, kar zadeva Sutjesko, ne, ki je drug tak film, sta dva, eden je Sutjeska, drugi so pa Vrhovi Zelengore. Ta je iz leta 76, mislim, da imaš nekje plakat, ne,
in prikazuje ta najbolj dramatični del ofenzive. Ne. Torej, ko so vsi, ko je vojska, partizanska vojska, ko so ranjenci zaprti, ne, v obroču, ne, samo majhen preboj je proti Zelengori, ne, to je med dvema vrhovama, eden je, danes se imenuje Ljubin grob, ko so ga poimenovali, ne, ker je tam padel eden od partizanskih komandantov, drugi pa Košuta. Ne. In tukaj se oni morajo 24 ur držati ta vrh, ne, da se glavnina prebije. To je ena četa, druga četa, 3. bataljona, 4. črnogorske brigade. Ne, to smo včasih morali vse vedeti, ne, vam ni treba. Ne, in oni to zdržijo, ne, sicer se seveda z velikimi žrtvami in tako naprej. Tudi tukaj igra Sergej Bondarčuk, igra Bata Živojinović in Josephine Chaplin, ne, če jo poznate, to je taka visoka, suha, ne, torej hčerka od Charlieja Chaplina. Generalno vzeto je seveda nastalo v tem obdobju na desetine filmov in nadaljevank in večji del tega so nekako poimenovali partizanski westerni. Ne. So pa tudi izjeme, ves čas izjeme, že od začetka, ne, ki v ospredje postavljajo nesmiselnost vojne, dvome in stiske ljudi, ne, ki pravzaprav niso imeli izbire, niti niso mogli vplivati na svojo usodo, ne, in ti v glavnem sodijo v ta črni val 60-ih let. Ne. Tak je recimo film 3 Aleksandra Petroviča iz leta 65, na Petrovič je tudi sicer znan režiser Črnega vala. Ta je bil tudi nominiran za tujejezičnega Oskarja, čeprav ga potem ni dobil. Ne. Pripoveduje pa o 3 vojnih izkustvih navadnega partizana, ne, in opozarja pač na te moralne dileme. Vsa ta dela izhajajo tudi to iz literarnih predlog. Ne, tukaj je Antonije Isaković, ki je bil eden najbolj znanih srbskih pisateljev, ne, znan sicer po enem drugem romanu, Trenutak bolj, ne, ki je to napisal med vojno, leta 1942. Ne. In tukaj tudi nastopa Bata Živojinović, on je kultna oseba teh partizanskih filmov. Ne. Zgodba se pa dogaja pred, med in po vojni in kaže razočaranje, ne, torej gre za omnibus, kaže pravzaprav razočaranje nad vojno. Ne. To so 3 zgodbe. 3 zgodbe priče, morilca in žrtve, ne, ki vsak zase pač pripovedujejo to zgodbo. To so taki bolj temni filmi, tako kot je vaš črni val. Ne. Podobno je v filmu Zaseda iz leta 1969, tega je režiral drugi znan režiser Črnega vala, Živojin Pavlović, ne, ki ga bomo še enkrat srečali pri enem slovenskem filmu. Ne. In tukaj so zmagoviti partizani prikazani kot negativci. Ne. In govorijo o nekem mladem idealistu, ne, ki je potem razočaran, ne, in na koncu tudi umre, ampak po vojni, ne, v teh intrigah novih oblasti. Ne. No, nekateri od teh filmov, tudi ta film je bil prepovedan, je bil nekaj časa v bunkerju. Podobno je s filmom V gori rase Zelen bor, ne, ki pa so ga potem torej predvajali. Ne. Ker nekateri od teh filmov se dotikajo bratomorne vojne, ne, ali vojne med Srbi, spopadi med Srbi in Hrvati, med ustaši, partizani, četniki in tako naprej. Ne. No, eden najbolj pretresljivih filmov, ki ga je res težko gledati, ne, ampak se splača zdržati, je Okupacija v 26 slikah Lordana Zafranovića iz leta 1978. Ne. To je film, ki prikazuje grozljive brutalnosti v Dubrovniku. Ne. Dubrovnik je simbol urbane kultiviranosti, tam zavlada ta ustaška logika nacionalizma, ne, in so tudi en prizor v avtobusu, ne bom vam ga tukaj opisal, ne, je strahovit, je izjemno pretresljiv. Ne. Sčasoma so ti filmi postali humorni, postali so komercializirani, ne, in vedno bolj usmerjeni na mlade. Tak je bil na primer film in potem nadaljevanka Odpisani, ta je že na fikcijski zgodbi. Ne. Ali Walter brani Sarajevo.
v odpisanih so tukaj beograjski komunisti, Paja, Prle, Tihi, no to so Miki Manojlović, Draga Nikolić in Voja Brajović. Prva dva sta tudi med zelo znanimi srpskimi igralci, ne, Miki Manojlović je igral v celi vrsti jugoslovanskih filmov, ne, nekaterih res dobrih, je pa, on je po materi Francoz, ne, in je tudi pač napol francoski igralec. Ne. Nemške okupatorje so igrali običajno ali vzhodni Nemci, ne, eden, dva sta bila tukaj, ne, ali pa slovenski igralec Stevo Žigon, ne, je bil ponavadi ta, in tudi tukaj je, ne, igra pač Nemca ali nacista. Ne. Torej, ta je že nekakšen partizanski western in podobno velja za popularno serijo. 13 nadaljevanj so naredili na osnovi tega filma, ne, leta 1974, potem so pa konec 70-ih so pa še 12 nadaljevanj, ne, in so bila pravzaprav še bolj popularna, ne, Vrnitev odpisanih je bil naslov. No, Walter brani Sarajevo, ima še danes refleksijo, ki jo morda poznate, ne, to je znana franšiza Čevapčič restauracij, Walter ali Das Walter, ne, najbrž ste že kdaj bili v njej, ker tudi v Ljubljani sta po moje ene dve ali pa še kakšne več. Ne. In ta film je velik uspeh dobil v tujini, še posebej na Kitajskem. Tam tudi jaz sem to poskusil, lahko pijete pivo Walter. Ne. Kitajci so bili nori na jugoslovanske partizanske filme, ne, in je nekaj tega še ostalo. Ne. No, tukaj igra ta igralski duet Bata Živojinović in Ljubiša Samardžić, ne, to je drugi zelo znani srbski igralec. Ne. Za razliko od odpisanih je tukaj bazira zgodba na resnični zgodbi, ker Walter je resnična osebnost. Ne. To je bil torej bosanski heroj Vladimir Perić Walter, ne, ki je leta 1945 potem tudi padel. Ne. In v bistvu se dogaja, ne, vse to se dogaja v Sarajevu, ne, odporniškem gibanju v Sarajevu in okolici. Ne. Približno v to kategorijo sodi tudi film Maček pod čelado iz leta 1962, se pravi malce starejši, ne. Tudi ta je napisan, narejen po romanu Jožeta Horvata. Režiral je Žorž Skrigin, to je tudi en znan režiser iz tega časa, ne. Igral je pa Pavle Vujisić, on je prav tako legenda srpskega filma, to je tak močan, korpulenten igralec, jaz sem ga osebno poznal, ker je hodil na Bled, je pa igral v celi vrsti TV serij, tudi čisto za drugo vsebino. Ne. Tudi tukaj je bilo še eno nadaljevanje, ne, Snađi se druže, ne, se pravi znajdi se, ne, tovariš o nekem bosanskem gozdarju, ki je po naključju postal partizan. No, potem so Kapelski krasovi, ne, to je bila TV serija iz leta 1975 o partizanih iz Gorskega Kotarja nad Reko. Ne. Tudi ta film je nastal po romanu Veljka Kovačevića, režisiral je Ivan Hetrich. Ne. Ta že govori pravzaprav o življenju malih ljudi. Ne. V enem mestecu, vasi pravzaprav trgu, tam v teh hribih nad Reko, ne, kjer ljudje skušajo v pogojih okupacije živeti normalno življenje, hkrati pa nastaja partizanska četa, ne, in potem so tukaj tudi precej komični liki. Ne. Ta serija je bila ena najbolj kultnih. Ne. Takrat, če ste šli v času, ko so jo predvajali po ulicah, so bile prazne. Ne. Mislim, vsi ljudje so bili pred televizijami. Ne. Ker je bil komičen, je bil seveda zlasti dober za otroke. Ne. Glavno vlogo je tukaj igral Boris Dvornik kot Dimnikar ali Dimnjačar. Ne. Dvornik je hrvaški oziroma dalmatinski igralec. No, ko smo že pri Borisu Dvorniku, to mimogrede, ne, z Bato Živojinovićem sta bila daleč najbolj znan partizanski par in tudi najboljša osebna prijatelja, ne, veterana jugoslovanskega filma. Ko pa je prišlo do jugoslovanskih vojen, ne, sta se na smrt skregala. Ne. Oba sta tudi neuspešno skušala biti politika,
dvornik v HDZ, Hrvaški demokratski zajednici, Živojinović je pa v Miloševićevi socialistični stranki celo kandidiral za predsednika, ne, pa je pogorel totalno. Ne. In potem sta se zaradi te srbsko-hrvaške vojne 14 dni zmerjala po medijih. Ne. Nekaj tega lahko še dobite, ne, so še tako ostanki na spletnih straneh. Ne. No, potem jo je spravil z mnogimi solzami, ne, kot se za Balkan spodobi, črnogorski režiser Karlo Kalezić. Ne, in sta potem se nekako spravila, oba sta že pokojna, ne, Dvornik je umrl leta 2008, Živojinović leta 2016, ne, ampak sta šla z tega sveta pomirjena, kar se prijateljstva tiče. Ne. Morda zdaj igrata, ne vem, Kristusa in svetega Petra, kako branita krščane pred neverniki ali kaj takega, ne, to ne vemo. No, potem je tukaj še Boško Buha, ne, ki ga imate tukaj zadaj, ne. To je bila pa najbolj popularna serija za otroke Branka Bauerja. Ne. Tukaj nastopa skupina najstniških sirot, ne, glavni junak je seveda Boško Buha. Ne. Ta film je bil, to sem prej pozabil omeniti, vse te filme je izrazito podpirala Jugoslovanska ljudska armada. Ne. To je bilo, to ni bilo debata, ne, to je Tito podpisal in tako, podobno kot pač dela Pentagon danes v Ameriki, ne, in druge vojske, ne, tako da za Boška Buha recimo je igralo 10.000 vojakov, dali so jim 140 topov, 50 tankov, porabili so kakšnih 800.000 nabojev, ne, in tako naprej. Se pravi, vojski, tisti, ki je tam služil, mu ni bilo dolg čas, ne, ker običajno so za te statiste tudi s hrano in s pijačo dobro poskrbeli, ne, tako da se vojaki niso branili takih zadev. Ne. Torej, če gledamo generalno Jugoslavijo, so filme snemali vsi jugoslovanski narodi, najmočnejši je bil pa jugoslovanski film kot celota, ne, se pravi, filmi, ki so združevali vse te igralce različnih narodnosti, ne, tudi Slovenci in Slovenke so bili tukaj precej znani. Celo kosovski Albanci so posneli leta 1982 en tak zelo popularen film Peterologi zajec. Ne. To je ravno tako po romanu, napisal ga je Rifta Kukaj in je prevedeno v slovenščino, ne, če ga kdo želi prebrati, ne, film, ne vem, če se dobi, ne, govori pa o začetkih druge svetovne vojne in italijanski okupaciji Kosova, skozi prizmo otrok, ne, tako da je, mislim, je tudi ena taka simpatična, tragično simpatična zgodba. Ne. No, torej, kot rečeno, vsi ti slogi so zelo različni, ne, ker je to, filme so snemali celotno obdobje Jugoslavije, ne, in potem nekaj časa niso bili zanimivi, sedaj pa spet postajajo zanimivi. Ne. In tudi to, recimo ta pobuda se mi zdi del tega oživljenega zanimanja, ne. Drugače pa večina, ali pa ti glavni te filmi so bili leta 2019, kot sem omenil, prikazani na Dunajskem festivalu. Ne. Problem pri teh filmih so seveda avtorske pravice, ker je vse to raztreseno, ampak no, nekako po 30 letih so se očitno uspeli nekako dogovoriti, ne, in imajo ti svoje filmi mesto v svetovni kinematografiji. Sedaj na kratko, čisto na kratko, samo še v slovenskem filmu. Ne. Slovenci so svoj prvi hkrati partizanski in celovečerni film dobili, kot veste, leta 1948, ne, to je film Na svoji zemlji, ki je bil razumljivo glede na tedanji čas in boj za meje posvečen Primorski. Ne. Znana je tudi drama Dolina miru, režiserja Franceta Štiglica iz leta 1956, balada o trobenti in oblaku istega režiserja iz leta 1961, to je torej sicer ena novela, mislim, da Cirila Kosmača. Vse te zgodbe niso vesterni, ne, pravzaprav bi bolj sodili v tisto kategorijo črnega vala, ne, ker se osredotočajo na junaka, torej na osrednjo osebo, na notranji boj, na končno odločitev za osebno žrtev in podobno. Ne.
V ta kontekst sodi tudi film Trenutki odločitve Františka Čapa iz leta 1955. Františka Čapa vi mnogo bolj poznate po katerem filmu, katerih dveh? Vesna in Ne čakaj na maj. On je bil češki režiser, ki je prišel delati v Slovenijo, doživel je sicer tragično usodo na koncu, mislim, pač ni, umrl je v revščini, tam blizu Pirana, se je preživljal z jajci in kokošmi. Ni bila to neka čistka tedanjih oblasti, ampak ljubosumje drugih, ker je bil v marsičem pred časom, bil je pa tudi istospolno usmerjen, ker takrat ni bilo ravno popularno. Torej, take vrste filmi res niso bili partizanski westerni, ampak imajo globoko psihološko in tudi etično sporočilnost in vrednost. Med bolj kritične filme sodi film Nasvidenje v naslednji vojni, tamle imate plakat sicer v srbo-hrvaščini, to je pa film, ki je nastal leta 1980 po romanu Menuet za kitaro na 25 strelov, enega najbolj znanih in kontroverznih slovenskih pisateljev Vitomila Zupana. On je bil enfant terrible, že pred vojno je na ruski ruleti nekoga ubil, potem je bil mornar, boksal je, v partizanih je bil tako bolj pustolovski, delal je v tej kulturniški skupini, vodil je tudi radio Osvobodilna fronta, bil je znan po celi vrsti anekdot. Veliko je pil in potem mu je zmanjkalo glasu enkrat, tako da niti ni mogel napovedovati na radiju in je šel k zdravniku, to je ena od takih anekdot, in mu je rekel, kaj naj naredi, kaj mu svetuje, kaj mu predpisuje. In je zdravnik rekel, ja, vzemi en BŽK. In prav Zupan, kaj pa je to? Ja, prav zdravnik bo že kako. Tako da, vrsta takih anekdot o njem je, ki jih je imel. Tudi po vojni je bil sicer zaprt, zato ker so on in še dva njegova kolega so razglasili, so klicali Vidmarja in rekli, da je Tito abdiciral leta 1948 v času krize. In je bil potem zaprt, potem so ga sicer izpustili in eden od njegovih komentarjev je bil, v ječi sem si uničil pljuča, ampak sem rešil jetra. V 70-ih letih je on napisal en znan roman, drug roman, Igra s hudičevim repom. To je en roman, ki je seksualna narava in seveda je bilo zgražanje, čeprav je bila takrat dokaj svobodoljubna družba, kar se seksualnosti tiče, je bil seveda deležen zgražanja in tudi Menuet za kitaro podobno, ker on govori o partizanščini bolj z te pustolovske strani, pa tudi malce z razredne in ene stvari so malo prirejene. To je eden prvih filmov, ki sem ga jaz gledal že kot mlad zgodovinar, nisem še imel fakultete, ampak samo pedagoško akademijo. In prva stvar, ki mi je padla v oči, je bilo to, da tam nad Trstom streljajo s Stalinovimi orglami. Sem rekel, ja, to pa Rusov pa tukaj ni bilo. To je bil, in jih res ni, ampak dobro, to je umetniška svoboda. Drugače so pa tukaj igrali tudi znani igralci. Režiral ga je Živojin Pavlović, ki sem ga omenjal. Je pa več znanih igralcev iz tistega časa. To je pravzaprav eden zadnjih partizanskih filmov, v času, ko je pač seveda že začetek posttitovskega obdobja, ko je začel naraščati odpor do glorificiranja, do pretiranega glorificiranja narodno-osvobodilnega boja, ko je naraščala kritika oblasti, nastajala so prva alternativna gibanja, jugoslovanski socialistični patriotizem je nekako usihal, ampak po drugi strani je bila ta partizanska generacija, čeprav biološko precej na zatonu, še izjemno močna in Zveza borcev je imela izjemen vpliv na te stvari. Niso mogli več preprečiti takih filmov in drugih umetniških del, ampak poskušali so pa. Takrat je bila še, vsaj pri tej generaciji, neka iluzija, da bo sistem šel naprej, da bo tudi po Tito, ampak že ti filmi kažejo, da je pravzaprav ta koncept začel nekako usihati, da se je torej izčrpal. No, potem dolgo pravzaprav ni bilo, jaz se ne spomnim, če je bil še kakšen film, bi moral preveriti,
v drugi polovici 80-ih let s partizansko tematiko, po osamosvojitvi pa seveda sploh ne. Tako da prvi po osamosvojitvi s partizansko tematiko je zdaj nedavno leta 2019 posnet Preboj na Menini planini. Ne. Se pravi, ta tematika nekako malce oživela. Ne. No, za konec še to, česa Slovenci nismo uspeli posneti. Ne. Torej, vse te epopeje, o katerih sem govoril, ne, kažejo na največje bitke druge svetovne vojne na območju Jugoslavije. Ne. V Sloveniji so si pod vtisom vsega tega, ne, Slovenci pač seveda morajo imeti tudi neko svojo epopejo, so si konec 70-ih let zamislili, da bi posneli Dražgoško bitko. Ne. In to je bil doslej največji in najdražji televizijski in filmski projekt v Sloveniji. No, na koncu ni bilo ne nadaljevanke in ne filma. Ne. Nekaj je televizija potem en tak ekscerp iz vsega skupaj predvajala, pa nekaj posebenega. Ne. Idejo za film je sicer dala tedanja Socialistična zveza delovnega ljudstva in tudi zbrali so ogromna sredstva. Glavni scenarist je bil Ivan Ribič, to je bil eden najbolj znanih scenaristov teh nadaljevank, partizanskih nadaljevank in filmov. Dolina miru je recimo njegova Najoči Peter ravno tako, pa tudi Kekec in še nekaj filmov. No, Dražgoško bitko so začeli snemati januarja 1980, dobila je ogromno denarja za tiste čase, okrog 124 milijonov dinarjev, v pol leta so jih porabili 110, septembra je pa potem Viba, ki je to snemala, objavila, da potrebujejo še 124 milijonov. Torej, za ilustracijo, da ne bom to prevajal sedaj v evre, povprečna cena celovečernega igranega filma je znašala takrat 10 milijonov dinarjev, kar pomeni, da je bil porabljen denar že za 11 filmov, takih povprečnih. Jaz sem takrat, ko so začeli to snemati, učil na osnovni šoli Žirovnica in sem skozi okno gledal, ker tam nasproti so postavili neko pekarno, in posnetek, kako nekdo nese kruh iz te pekarne, so delali 3 dni, tako da tam so pa ležali ljudje okrog. Tako da je bilo laično precej jasno, da to ne bo kakšen velik uspeh. In v resnici je bil zavožen že v začetku, razsipnost, torej, ker honorarje so delili, podpisovali, pač v bistvu, kakor si je kdo zmislil, tudi ni bilo neke organiziranosti in tako naprej. No, to je en tak grob prikaz tega, filmov je ogromno, tako da seveda bi moral imeti tem celo predavanje. Najoči Peter je pa film, ki je na osnovi izmišljene zgodbe. Je pa najbolj popularen slovenski film, duhovita komedija, kot veste, in ljudje imajo od partizanskih filmov v Sloveniji zagotovo najraje. Najbolj ponarodeli stavek iz tega filma pa poznate. Božo. Zelo sem noter padel, kot vidite. Ja, vidim, da si zelo temeljit pregled naredil. Jaz bi pred tem temeljitim pregledom morda uvodoma vseeno dodal vlogo maršala Tita pri filmski produkciji v Jugoslaviji, ker je znano, da je bil Tito izjemen ljubitelj filmov. Skoraj da vsak večer so mu vrteli filme, ogledal si je nekaj tisoč filmov, o tem govori tudi izjemen dokumentarec, ki ga zelo priporočam, od Mile Turajlič, Kinema komunista. To je, v bistvu je osnovna nit je studio Avala, center, ki je deloval v Beogradu, zdaj je po razpadu Jugoslavije propadel, tu so v glavnem bili vsi rekviziti in tu so se snemali mnogi prizori iz notranjosti. Snemali so tudi mnoge tuje hiše v Jugoslaviji, ker je bilo ceneje kot v kakšni drugi državi. Sicer pa se je Tito tudi osebno angažiral pri pisanju scenarijev, vplivu na scenarij. Veliko so se pogovarjali o sami
scenah posameznega filma. Recimo za Sutjesko je on izbral osebno Bartna, da ga je igral. Ne? To je zelo zanimivo. Ne? Sutjeska recimo temelji na resničnih dogodkih, tudi snemali so recimo na avtentičnih terenih, kjer se ta bitka odvijala, je pa zelo zanimivo brati scenarije, ker režiserji in ekipa filma je imela mnoge razgovore z akterji te bitke in kako so se pogovarjali o scenariji, kako bo kakšna scena odigrana oziroma kako naj jo prikažejo. Recimo zanimiv je zapis, ko so razpravljali, kako naj prikažejo Bolgare, ker ti v bitki na Sutjeski je delovala tudi ena bolgarska enota, topniška, ki je nenehno obstreljevala partizane. In Tito je takrat pripomnil, joj, tu moramo paziti, da kako jih bomo prikazali, ker se lahko zgodi, da Sovjetska zveza ne bo odkupila filma. Ker takrat so bili Bolgari člani vzhodnega bloka, Varsovskega pakta in so se bali, če bojo preveč jih prikazali negativno, da bo Sovjeti ne bojo tega kupili. In potem so razmišljali, kako to rešiti in so čisto vizualni ravni to zadevo rešili. Vse ostale enote so imenovali Italijane, Nemce, pri Bolgarih je pa Tito osebno v zapisniku, sem bral, pravi nič, prikažite jih samo s sliko v bolgarskih uniformah in s fašističnimi oznakami, brez da se omeni Bolgare kot take. Ne? In morajo pa notri biti v filmu. Treba to samo brez, da se poimenujejo. Ne? In tudi recimo zanimiv primer je bil, to me je prav zabavalo, ko sem to bral, saj sem ga v pogovoru s Tvrtko Jakovinom sem ga omenil, ne? Da ko so razpravljali, kako naj prikažejo na Sutjeski Titovo ranjavanje, ko je bil ranjen. Ne? In je Stane Dolanc pripomnil, visok funkcionar takrat v Jugoslaviji, da v scenariju je bilo, da on, ko je ranjen, ostane sam, nihče mu ne priteče pomagati. Ne? Pravi, Dolanc to ne more iti tako. Ne? Kaj bo rekla svetovna javnost, ko vidi, da vrhovnemu komandantu nihče ne pride pomagati. Ja, ampak Tito je vztrajal, tako je bilo in tako naj ostane. Skratka, se je zavzel za to zgodbo, da pač se prikaže tako, kot je bilo. Skratka, neke stvari se je zamolčalo pri teh Bolgarih, ko sem razmišljal danes o tem, sem se spomnil tudi na okupacijske meje, ki smo jih delali, se je po vojni tudi dolgo zamolčalo, da je bila NDH tudi okupator na slovenskem ozemlju, se pravi 5 vasi pri Brežicah so okupirali, ampak tega v zgodovinopisju v javnosti ni bilo, verjetno zaradi bratstva in enotnosti. Se ne poudarja, da so tudi ustaši oziroma Hrvati, Hrvaška NDH je bila okupator. Ne? Glede teh partizanskih filmov se mi zdi tudi zanimiva primerjava, govorim o tem Rdečem valu, ki je Božo prej govoril, tam v 70 letih, pol bom še nekaj o tem 60 letih rekel, se mi zdi primerjava, ki sem jo bral Umberta Eka, ko je pisal o filmih o James Bondu, o filmih in romanih o James Bondu. Ne? On tam piše o strukturi teh filmov in pravi, vedno je nekje en malopridnež, ki zelo skrbno načrtuje, kako bo neko zlo delo naredil, razstrelil ta svet ali ne vem kaj. Ne? In na drugi strani imamo Bonda, ki z neko improvizacijo, z nekim, kako bi rekel, vratolomnimi improvizacijami se temu upre in na koncu seveda zmaga. To je formula, ki jo uporabljajo tudi westerni. In v tem smislu so tudi nekateri partizanski filmi. Nemci skrbno načrtujejo neko ofenzivo, kako bojo potovkli, ujeli vrhovni štab, recimo, ali karkoli, partizani pa svojimi improvizacijami, vratolomnimi, se iz tega izvlečajo in so na koncu v bistvu zmagovalci. Ne. To je ta strukturna in na koncu se zgodi še celo to, da nek nemški poveljnik pohvali partizane, kako so dobri borci, zelo najbolj tipično je to, ko je Božo omenil prej film Walter brani Sarajevo, ko tisti nek oficir svojega nadrejenega vpraša, pa kdo je ta Walter, ne? Kdo je ta Walter, stoji ta zgoraj nad Sarajevom in pokaže ta oficir na Sarajevo, to je Walter, das ist Walter, ne? Vsi ljudje v mestu so
Walter, vsi so, mesto je Walter. Ne. Skratka, to je ta formula, ta struktura tovrstnih filmov. Ne. Verjetno na western, tip western najbolj spominja film Most. Ne vem, če ste ga gledali, to je most na reki Tari, Đurđevića Tara, izjemen arhitekturni most, ki so ga partizani res razstrelili med drugo svetovno vojno. Ne. In tukaj je še, ko človek to vidi, dejansko vidiš en western. Ne. In sploh na koncu, če ste gledali western obračun pri OK Koralu, ko se dobijo dve ekipi, kdo bo koga ustrelil, ne, tako na koncu bad guy in good guy se na tem mostu srečata, kdo bo koga, ne, na zaključnem v tem revolveraškem obračunu. Ne. Sicer v Hollywoodu so to formulo uporabljali v mnogih filmih, v to strukturo filma. Ne. Recimo, sem gledal že mnogo nazaj film o slikarju Vinca Van Goghu, ste sigurno slišali, ne, in Paul Gauguinu sta bila, ne, Slab v življenju, Kirk Douglas ga igra, Vincent Van Gogha, ampak to je ta ista formula tam, ne, s tem, da namesto pištol imajo v rokah čopiče. Ne, in dejansko to izgleda, da zažiga ta zadeva. Bože pa omenil, da je nastalo še pred tem rdečim valom, v črnem valu, ne, nekaj izjemnih filmov. Ne. Omenil je recimo Aleksandra Petroviča, njegov film 3. Jaz bom rad, mislim, ena scena, ki se me zelo dotaknila v tem filmu, je, ko recimo začetek vojne, april 1941, in ljudje bežijo iz Beograda. In na eni srbski postaji v neki sredi Srbije množica ljudi, vsa živčna, Nemci pravijo, kaj bo, vse je nervozno, vsi bi nekam pobegnili, kaos je. In kar naenkrat se v tej množici pojavi en možakar s fotoaparatom, ki mal jecla in pravi, ali ste videli mojo ženo in moja otroka. In bil je skrajno izstopil iz te množice. On je prišel iz Beograda, pobegnjena je družina, ne, in je zgleda zgubil neki ženo. In ljudstvo vse znervirano, živčno, kaj zdaj to, začne jim vpit, to je špijun, to je vohun, to je ono, tega ono. In pol tam vojaki pridejo, gledajo in v stiski je en, ne ve kaj narediti, ne, to so te moralne stiske. In takšen je pritisk, takšen strah, da tega človeka postavijo tam ob zid in ga strelijo. Takoj, kot da je vohun. In pol ga zvleče za neke železniške pragove. In ljudstvo spet tam stoji na železniški postaji in kar naenkrat se pojavi ena ženska z dvema otrokama in pravi, ste videli mojega moža? In film je konc. Mislim, to so take situacije, ko se, mislim, nemogoče situacije, v katere te lahko spravijo vse te zdi. Tu je treba omeniti recimo, da o tem začetku vojne je recimo odličen film, nima napake, brezhibanje, res, Koto tamo peva. Če niste gledali, toplo priporočam, res toplo priporočam. No kaj pa tukaj kultni stavek? Ne, to je eden. To je samo eden. Ja bi tata. Ja bi tata. Ja bi tata. Ja bi sine. Ja. Božo je omenil tudi film Lordan Zafranovića, Okupacija 26 slikah. Te dni, 9. danes smo ne vem katerega, 7. ali 8. Jutri se začne filmski festival v Ljubljani. Ne? In na tem festivalu bo predvajan ta film, ne vem točni datum. Prav včeraj sem gledal v Delu, je seznam teh filmov, vam ga res priporočam. Ne? To je, kot je Božo omenil, to je res brutalen prikaz, ko v enem urbanem okolju prevlada nacionalizem. Ne bi si mislil, v enem takšnem kulturnem okolju, kot je recimo fascinantno mesto, kot je Dubrovnik. Ne. In še nekaj tam namiguje v tem filmu Zafranović, kar se mi zdi pomembno povedati, da namiguje na to, da so bili najbolj krvoločne domače vojske, ne tuje. To je en namig notri. To res priporočam, da si pogledate. Dejoči Peter, ne, to je, o tem filmu bi rad nekaj tudi povedal. Ne. Namreč, rečeno je bilo, to gre v bistvu za en duhovit film, ene vrste partizansko komedijo, bi lahko rekli, ne,
avanturistično-romantični prikaz vojne, istočasno pa je tudi prikaz izjemne humanosti. V ospredju so otroci. To je na vizualni ravni preizkušena formula nagovora, ki učinkovito in zelo prepričljivo učinkuje na čustva ljudi. Čim so otroci v igri, je to zelo čustveno. In to je zelo pomemben element. Sploh pa, če je še dodatno pospremljeno z dobrim scenarijem, kar tukaj je, fotografijo in glasbo. In to močna čustva v ljudeh oziroma v nas vseh lahko zbudi. Na vizualni ravni v tem filmu izjemno učinkuje tudi, ne da bi bilo rečeno, porazdelitev spolnih vlog ljudi. Kajti v tem filmu je na nek način obrnjena zadeva. V katerem smislu? Ponavadi za otroke skrbijo ženske, vsaj ali pa še zdaj večinoma. V tem primeru skrbijo moški. V tem primeru. Ne? In še nekaj, ženska, ena obveščevalka, Brina, je šefica. Ni moški šef. Ne? Mislim, to je zelo, in kaj je tu zdaj recimo sporočilo tega? Ženske vemo, da niso bile enakopravne. Partizanska zgodba govori o tem, da so bile ženske tukaj enakopravne in imele pomembno vlogo v osvobodilnem boju. To je samo na vizualni ravni, ta občutek dobiš, nič ne ti ne reče, zdaj to, kar jaz zdaj pravim. Ne? Ampak to film zna fino prikazati. Ne? Seveda so na vizualni ravni izjemno pomembni tudi igralci in igralke. Tu je bilo rečeno imena Bata Živojinović, Ljubiša Samardžić, jaz bom dodal še Mileno Dravić, recimo, še bi lahko naštel. Če so ti nastopili v filmu, je bilo skoraj garantirano, da bo partizanski film uspešen. Ljudje pač kupimo neke ljudi, neke igralce. In zato so mnogokrat nastopali v teh filmih. Recimo, imeli so težavo to sem bral, ne, recimo, igrali so ti isti igralci v bitki na Neretvi in na koncu filma so mrtvi. In zdaj je bila dilema, ali spet igrajo v Sutjeski. Kako bo to ljudje čustveno sprejeli? Ne? Ker Sutjeska je prej. Ne? Kako? Ne, Neretva je prej, pol je Sutjeska. In oni so bili mrtvi na Neretvi, pol so oživeli v Sutjeski. In zdaj je to psihološki lahko problem za publiko, kaj narediti. Ne? Ja, pol so se odločili, da vseeno grejo v to in tako naprej. Ne? Skratka, ni samo pomembno, kaj snemamo, pomembno je, kako snemamo, pod kakšnim kotom, s kakšno svetlobo, pod kakšnim vremenom in vse tako dalje. Ne? Za konec bi rekel, o tem bi lahko zdaj do jutra, ne? Sam se sprašujem, kakšen pomen imajo danes partizanski filmi, recimo lahko. Ne? Ali pričajo le o nekem drugem času, ali nam lahko pomagajo kritično oceniti sedanje stanje, našo sedanjo družbo. Ne? Značilnost partizanskih filmov, posebej tistih v Rdečem valu, ne, je junaštvo, idealizem, herojstvo. Ne? V teh filmih je veliko tega junaštva, herojstva in pretiranega herojstva. Toda v resnici se je v partizanih dogajalo tudi veliko junaštvo. V resnici so v realnim partizanskim, to ni bilo enostavno v tistih vojnih razmerah. Ne? O tem pričal nenazadnje tudi poročila tujih misij, ne? Kaj počenjajo partizani. Se pravi, če nočemo, to je moj razmislek, neke družbe polne krivic in nestrpnosti, je treba tudi danes, po mojem, potrebujemo junaštvo, pa čeprav na osebno škodo tudi včasih. In tudi neki idealizem, ki so ga te nedvomno imeli, če hočemo, da bomo normalno živeli v nekem normalnem svetu, pravičnem, vsej približno solidarnem.
Hvala, no, Peter pa še o Petru. Ja, hvala lepa za besedo. Moja predhodnika sta precej not pala, zdaj pa, da ne boste vi ven pali, ne, ali kako že, bom jaz bolj kratek, ne, tehnično. Bomo malo pogledali o obravnavanem filmu, ne, tistem, ki pač se bo v priliki gledal. Zdaj pa morda še v uvodu vseeno tako, ne, da sem jaz očitno tukaj danes neka taka vez med generacijo, ne, profesorjev in vami, ne, ki pa sem še, ne, otrok socializma in sem bil deležen vsega tega, kar smo lahko tule slišali, ne. Filmi so seveda na nek način oblikovali moj uvid ali pa videnje, ne, tistega časa. Vsekakor smo se otroci igrali partizane, Nemce, ne, igre so bile drugačne kot danes. Vsi smo si želeli biti Šurda, ne, to je eden od likov v teh partizanskih vojnih filmih, igra ga Ljubiša Samardžić, že danes večkrat omenjan, eden glavnih partizanov ali pa partizanskih likov, ki umira pol filma umira, streljajo ga, pade, se dvigne, v glavnem strašen borec, to smo si vsi želeli biti. Po drugi strani, Nejoči Peter, ne, danes večkrat omenjeni, ni bil moja priljubljena stranka ali pa film, čeprav so ga vsi oboževali, ne, v bistvu torej tisto, a si ti tudi v luknjo padel, oziroma ali si ti tudi noter padel, so znali vsi še predobro, ne, in zdaj, če ti je ime Peter, je to precej neprijetno, ne, ker vsakič, ko sem kaj pojamral, ne, so rekli, Pero, daj ne bodi Nejoči Peter, ne, tako da ta stvar ni bila najbolj aktualna. Če se vrnemo k filmu, kaj boste videli v njemu? Ne? Torej, govorimo o filmu, ki je na nek način fikcija, torej ne govori o resničnih osebah ali resničnih dogodkah, kot so marsikateri od teh filmov, o katerih ste danes slišali, Neretva, Sutjeska kozara, Igmanski marš, Užiška republika, tudi konec koncev Walter in podobno, ne? Torej osebe, ki so bile tu, te osebe, ne, na nek način niso. Je neka zgodba, ki je na nek način tudi nedefinirano locirana in nedefinirano časovno umeščena. Torej ne vemo, ne, v osnovi nikjer ne piše, o katerem obdobju vojne se govori, kje se to dogaja, ampak ne, seveda, ne, to je pa stvar vas, zgodovinarjev. Ko se lotevate gledanja filmov, na mojih predavanjih sem večkrat poudaril, da zelo priporočam gledanje filmov pri različnih tematikih. Ne predstavljam si torej, da si zgodovinar, ki obdeluje neke teme ali raziskuje, ne vizualizira tisti čas ali gre na teren in tako naprej. In film je tukaj zelo dobrodošel, ne, seveda z nekim filtrom, ki sta ga že profesorja pred mano omenila, ne, lep primer, ne, torej kaj se je dogajalo nad Trstom, Sovjetov tam ni bilo in tako naprej, zastrižeš z ušesi, ampak celostno pa dobiš neko sliko v osebe, torej ne vem, resnične ali pa pač neke orise nekih oseb ali pa dogajanje, ne, Neretva, kje se je dogajalo, kako so most zrušili in tako naprej. Tega v tem filmu točno ni, ampak ko se lotite filma Nejoči Peter ali kakšnegakoli drugega, je zelo priporočljivo, ne, sploh za zgodovinarja, neka predhodna priprava, torej pogledate malo, pogooglate, ne, v današnjem času, o čem govori, kaj se dogaja. In po tem filmu razmišljate, kaj ste opazili, ne, in kaj lahko opazimo, ne, torej v tem filmu. Ne. Torej, če govorimo o časovni dataciji, kdaj se film dogaja in kje se dogaja, ne, ko ga boste opazovali, boste lahko videli, ne, da so več ali manj, sploh na začetku, prikazana neka naselja, mesta, struktura naselij, tudi okolje, torej geografske značilnosti, vegetacijske, rečemo slovenskega krasa, Vipavske doline in tako naprej. Torej, v redu, umestimo zgodbo na Primorsko. Na Primorsko, ki je seveda za časa začetka druge svetovne vojne in seveda prej spadala pod Italijo, Rapalska meja, večkrat že omenjena še danes, vam pove, da je na nek način, torej bi tam morali biti
če govorimo o nekih bojih partizanov z sovražnikom, na drugi strani bi moral stati Italijan. Italijana ni več, ne, v bistvu so že v zgodbi Nemci, pomeni, v redu, lahko datiramo zadevo po oktobru, septembru 1943, torej ko Italija kapitulira, ko Nemci to novo ozemlje od Furlanije, Goriške, Istre, Reke in tako naprej spremenijo v operacijsko cono Jadransko primorje in jo pripojijo Rajhu oziroma si jo dajo kot enoto, ne? Medtem ko prej pripojeni del Nemčije, torej Tretji Rajh, kamor je sodila Gorenjska, Štajerska in Koroška, še vedno ohranijo z okupacijsko mejo, lahko torej vemo, govorimo o zgodbi po septembru 1943 in glede na en dogodek, eno diverzantsko akcijo, ki jo lahko opazite, torej bitko oziroma razstrelitev resnično, torej kar se je zgodilo v jami, torej Postojnska jama oziroma en del Postojnske jame, ki se zgodi aprila 1944, lahko rečemo, v redu, dogaja se nekako konec ali pa obdobje september, ne, leto 1943-1944, Italijanov ni več. Ne. Torej, to je naloga vas, zgodovinarjev. Uspešno smo locirali, ne, kje se dogaja, zgodba govori o tem, kako dva partizana, željna akcije, ki sebe vidita kot zelo sposobna partizana, želita, da bi jim vodstvo dalo neko konkretno, ne, sta diverzanta, želita neko resno akcijo, ne, in dodelijo jim resno akcijo, torej da peljejo 3 sirote čez mejo, ne, torej čez mejo, kakšno mejo, ne, se vpraša zgodovinar, na osvobojeno ozemlje. Osvobojeno zemlje, ki je kje, ne? Torej so polne nekaj vprašajev, ki čakajo vas, da v bistvu razrešite, ko gledate takšen film. V tem primeru bodite pozorni, prikazana je okupacijska meja, torej meja, ki smo jo že danes omenjali, ki je v bistvu bila na liniji, v tem primeru verjetno Rapalske meje, torej kje je šla Rapalska meja, kaj je bila to Rapalska meja, ne? Zakaj je bila te zgodbe. Jaz sem govoril z enim od snemalcev prav v filmu Najoči Peter in sem ga vprašal, ki je pač blizu mene doma, Belec Ivan, ne? Znan drugače, mislim, da je imel prek, ne vem točno kaj v tem filmu, in sem rekel, kako ste upodobili okupacijsko mejo, to pač govorimo približno 20 let po padcu te meje, in rekel je, to je v našem spominu je nekako tako izgledala. Zdaj naše vedenje je, da je seveda bila meja malenkost drugačna, ampak informacija, ki jo dobiš, če nimaš fotografij, če imaš samo neke opise, je odlična iz takega filma. Torej, takšen film vam ponuja izjemne informacije kot zgodovinar, ki ga neka tematika zanima. Ne? In kaj lahko še zvemo? Ne? Bodite res pozorni, torej Peter švigne čez to mejo, okrašeno z bombami in tako naprej in potem ga rešujejo, ne? In na koncu najbolj znana zgodba, ne? Ko se skrivajo v eni jami, ne? Kamor padajo Nemci in iz te jame v bistvu izvedejo to diverzijo razstrelitve letalskega, mislim, da goriva v jami, torej kako stvar zgleda. Kaj še lahko vidite v takšnem, v točno tem filmu, na primer Najoči Peter? Partizanska oblačila, orožje, torej opremo, kape, ne? Načeloma je znano, ne, da so v prvem letu in začetku drugega leta partizani bili zelo različno oblečeni, torej kar so imeli na sebi, od gvantov do pač delovnih oblačil do vsega, ampak potem se počasi po 42. letu dela na tem, da bi v bistvu partizanske enote bile nekako približno enako oblečene. Seveda je to težko, ker pač oblek ni, obleke dobivajo z razoroževanjem Nemcev, Italijanov, potem dobivajo uniforme tudi od Angležev, ne, torej oblačila so zelo raznolika, znamenja so pač zelo podobna. V tem filmu lahko vidite celo, da eden od teh dveh akterjev nima zvezde na kapi, ima celo v bistvu neke vrste baretko, medtem ko imajo drugi ali Titovke, pa pojavi se Triglavka in tako naprej. Torej, zunanja upodobitev partizanov je še precej neenotna, čeprav v bistvu v čas 43-44, ko naj bi film nekako iz druge zgodbe bil
prikazan, daje vedenje, da bi na nek način, da so takrat že bili približno enako oblečeni. Torej, Triglavke, ne, te kape Triglav po 43. letu izginjajo, ker pridejo enotne titovke, torej klasične kape. Ne. Orožje, ne. Za tiste, ki vas to zanima, ne, vidite lahko različne kose orožja, ki je resnično v tistem času bilo na tem ozemlju ali pa na bojišču slovenskem. Ne. Od italijanskega, ne, seveda, od Italijanov so dobili nemškega, češko-slovaškega, stare jugoslovanske izdelave in tako naprej. Najbolj znameniti so seveda šarci, ne, Maschinengewehr 42, ne, ki so jih potem v crveni zastavi kasneje malo predelali in delajo. Torej, ogromno vizualizacij lahko pridobite iz tovrstnih filmov, ne, in torej to je tudi namen priporočila po gledanju filma. Mogoče samo še to, ne. Na začetku slovenskih partizanskih filmov, ne, torej omenjen prvi celovečerni film, ne Nemi, prvi Nemi je pač že prej, ampak prvi celovečerni torej, film Na svoji zemlji poudarja v bistvu Rapalsko mejo, o kateri se boste učili oziroma se veliko lahko učite pri nas, in tej v bistvu žalostni Primorski. In spet v tej zgodbi Najoči Petra, ne, se v bistvu zadeva spet dogaja na tej Primorski. Torej, velik poudarek je bil v tistem času prav na to zgodbo in tako kot je ta ponarodela, a si ti tudi v luknjo padel, ne, je v bistvu Na svoji zemlji tista znana Joža, a jo vidiš, grapa, naša grapa, ne, v tem smislu, baška grapa, ne, torej to hrepenenje po odzeti Primorski, po primorstvu in tako naprej.